Živjo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes smo popeljala skozi primer treninga za naše trebušne mišice. Vse, kar si morate zagotoviti, je le malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj ter seveda podlago. Sledite navodilom, ki bodo podane poleg vaj, kajti želimo si dobre, pravilne ponovitve, kvaliteto ter kvantiteto. Trening bo potekal intervalno in sicer vsako vajo bomo izvajali po 30 sekund, na kar bo sledila 10 sekundna pauza, ki ti bo omogočala, da se lahko pripravi za naslednjo vajo. Trening pa ti bo v celoti vzel 13 minut. Prijem pa, da se pomaknemo na trening, ne pozabiti napraviti ogrevanja, povezavo najdeš spodaj v opisu, podariti video like in če si nov in če se še zmeraj nisi naročil na moj kanal, naredi to takoj zdaj. Saj si želimo 1000 naročnikov, tako da hitro naročiti. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovaditi. Vaje, ki jih bomo danes napravili, bodo na svoj način zadele trebušne mišice. Pri omenjenem treningu bomo vse vaje napravili v ležečem položaju in se kar spustimo na tla, ležemo na hrbet in pripravimo za prvo vajo reverse crunch. Roke položimo za glavo, vendar pazimo, da z njimi ne potiskamo glave naprej, ampak nudimo samo oporo vratu. Pri vaji ne uporabljajte zagona, ampak naj dvig opravijo trebušne mišice. Z izdihom dvignemo samo spodnji del hrbtenice in kolena približamo prsnemu košu. Spust naj bo kontroliran in nekoliko počasnejši. Pri tem pa noge iztegnite naravnost naprej, vendar jih ne odlagajte na tla. Hrbtenica naj ostane trdno prilepljena na tla, tako da se ne ustvari lok. Sledi 10 sekundna pauza, vendar se hitro pripravimo za naslednjo vajo, pri kateri bomo izmenično iztegovali nogo naprej. Dvignite obe dve nogi naravnost nad medenico, tako da tvorite kot 90 stopinj in pokrčite kolena. Roke pri tem še vedno držite sklenjene za glavo in nudite oporo vratu. Z izdihom proti tlom spustite eno nogo, tako da jo iztegnete naravnost naprej in približate tlom. Z izdihom se vrnete nazaj v začetni položaj in enako ponovite še z nasprotno nogo. Izmenjava nog in dihanje naj bo kontrolirano. Pri vaji pazite, da se hrbtenica ne usloči, ampak da ostaja prilepljena na podlago. Po pauzi nadaljujemo z vajo klasičnega trebušnjaka, roke pri tem še vedno držimo za glavo, stopala pa položimo na tla v razkorak širini bokov. Pri dvigu nikar ne potiskajte glave naprej z rokami oziroma brade na prsni koš. Vrat mora ostati sproščen. Predstavljajte si, kot da bi imeli v tem predelku postavljeno tenis žogico. Komolce pa pri tem imejte široko razprte. Osredotočite se na stiskanje trebušnih mišic, ko dvignete zgornji del hrbta v tal, takrat tudi izdihnete. Pazite, da pri spustu ne omahnete s hrbtom na tla, ampak držite konstantno napetost spusta ter dviga. Sedaj sledi 10 sekundna pauza, vendar se kar hitro pripravimo za naslednjo vajo toe taps oziroma dotik tal s prsti na nogah. Dvignite noge pod kot 90 stopinj in se z rokami oprimite podlage za boljšo oporo. Spustite hkrati proti tlom obe dve nogi in se s konicami prstov dotaknite tal. Z izdihom se počasi dvignete nazaj v začetni položaj in stisnete trebušne mišice. Pazite, da pri celotni vaji ostaja hrbet prilepljen na tla. Delajte počasi in kontrolirano, saj tako zmanjšate možnost za nepravilno izvedbo. Roke bomo še vedno držali za glavo, le da bomo z izdihom segali nasprotnemu kolenu. Hitro pokrčite kolena in stopala položite trdno na tla v širini bokov. Roke še vedno držimo sklenjene za glavo, komolce pa pri tem imejte široko razprte in to je vaš začetni položaj. Z izdihom približajte iztegnjeno roko nasprotnemu kolenu in od tal dvignite samo del hrbta, katerega roka sega naprej. Noge pri izvedbi ostajajo trdno na tleh. Z vdihom počasi odvrtite telo in se vrnite v začetni položaj, te enako ponovite še z nasprotno roko. Pri izvedbi držite hrbtenico prilepljeno trdno na podlago in ohranjajte napetost trebušnega jedra. Sledi vaja izmeničnega dotika pet, trebušne mišice že pošteno pečejo, vendar ne odnehamo in zdržimo do konca. Noge imamo še vedno pokrčene in postavljene na tla v širini bokov, roke pa pri tem držimo iztegnjene naprej ob telesu. Od tal dvignemo le zgornji del hrbta do lopatic. Hrbtenico stiskamo trdno ob tla in držimo napetost v trebušnih mišicah. Z izdihom sezite dlanjo proti peti stopala, tako da začutite raztezanje stranskih mišic na nasprotni strani.
Z vdihom se vrnete nazaj v začetni položaj in enako ponovite še z nasprotno smerjo. Sedaj sledi pauza in vse bližje smo k koncu. Sledečo vajo Star Crunch oziroma zvezni trebušnjak bomo napravili v 2 intervalih, najprej z eno stranjo, naposled pa še z drugo. Eno roko položite na bok, medtem ko drugo iztegnete naravnost za glavo. Enako storimo še z nogami in jih iztegnemo naravnost naprej. Z izdihom dvignemo iztegnjeno roko in nasprotno nogo, ki se srečata neposredno nad medenico, takrat tudi stisnemo trebušne mišice. Z izdihom roko in nogo ponesemo nazaj v začetni položaj in ponavljamo sledeči vzorec gibanja. Hrbet pri tem stiskamo v tla in ga tako tudi držimo. Nikar ne zadržujte diha. Po pauzi samo zamenjamo stran in nadaljujemo z enako vajo. Res se osredotočite na pravilno tehniko dihanja in stisk trebušnih mišic. Če ste si šteli število ponovitev pri nasprotni nogi, jih poskušajte sedaj napraviti enako število. Pazimo na hrbtenico, da se ne ustvari lok, ampak jo potiskamo trdno ob tla. Pred nami je še zadnja vaja in sicer izmenično dvigovanje nog. Noge dvignite neposredno nad medenico, tako da tvorite kot 90 stopinj. Z rokami se oprimite podlage za boljšo oporo in stisnite hrbet trdno ob tla. Z vdihom najprej proti tlom spustite eno nogo in jo naposled z izdihom dvignite nazaj v začetni položaj. Enako na to ponovite še z nasprotno nogo. Izmenjava nog in dihanje naj bo nadzorovano in nikar ne dovolite, da se hrbtenica usloči oziroma da se ustvari lok. Trebušne mišice morajo biti ves čas aktivne in napete. Sedaj sledi 30-sekundna pauza, po pauzi pa bomo vse skupaj ponovili še enkrat in se ponovno pripravimo za prvo vajo Reverse Crunch. Roke položimo za glavo, vendar pazimo, da z njimi ne potiskamo glave naprej, ampak nudimo samo oporo vratu. Pri vaji ne uporabljajte zagona, ampak naj dvig opravijo trebušne mišice. Z izdihom dvignemo samo spodnji del hrbtenice in kolena približamo prsnemu košu. Spust naj bo kontroliran in nekoliko počasnejši. Pri tem pa noge iztegnite naravnost naprej, vendar jih ne odlagajte na tla. Hrbtenica naj ostane trdno prilepljena na tla, tako da se ne ustvari lok. Sledi 10-sekundna pauza, vendar se hitro pripravimo za naslednjo vajo, pri kateri bomo izmenično iztegovali nogo naprej. Dvignite obe dve nogi naravnost nad medenico, tako da tvorite kot 90 stopinj in pokrčite kolena. Roke pri tem še vedno držite sklenjene za glavo in nudite oporo vratu. Z izdihom proti tlom spustite eno nogo, tako da jo iztegnete naravnost naprej in približate tlom. Z izdihom se vrnete nazaj v začetni položaj in enako ponovite še z nasprotno nogo. Pri vaji pazite, da se hrbtenica ne usloči, ampak da ostaja prilepljena na podlago. Po pauzi nadaljujemo z vajo klasičnega trebušnjaka, roke pri tem še vedno držimo za glavo, stopala pa položimo na tla v razkorak širini bokov. Pri dvigu nikar ne potiskajte glave naprej z rokami oziroma brade na prsni koš. Vrat mora ostati sproščen. Predstavljajte si, kot da bi imeli v tem predelku postavljeno tenis žogico. Komolce pa pri tem imejte široko razprte. Osredotočite se na stiskanje trebušnih mišic, ko dvignete spodnji del hrbta v tal, takrat tudi izdihnete. Pazite, da pri spustu ne omahnete s hrbtom na tla, ampak držite konstantno napetost spusta ter dviga. Sedaj sledi 10-sekundna pauza, vendar se kar hitro pripravimo za naslednjo vajo Toe Taps oziroma dotik tal s prsti na nogah. Dvignite noge pod kot 90 stopinj in se z rokami oprimite podlage za boljšo oporo. Spustite hkrati proti tlom obe dve nogi in se s konicami prstov dotaknite tal. Z izdihom se počasi dvignete nazaj v začetni položaj in stisnete trebušne mišice. Pazite, da pri celotni vaji ostaja hrbet prilepljen na tla.
Delajte počasi in kontrolirano, saj tako zmanjšate možnost za nepravilno izvedbo. Osredotočite se na krčenje trebuha, tako da popek potegnete proti hrbtenici. Roke bomo še vedno držali za glavo, le da bomo z izdihom segali nasprotnemu kolenu. Hitro pokrčite kolena in stopala položite trdno na tla v širini bokov. Z izdihom približajte iztegnjeno roko nasprotnemu kolenu in v tal dvignite samo del hrbta, katerega roka sega naprej. Noge pri izvedbi ostajajo trdno na tleh. Z vdihom počasi odvrtite telo in se vrnite v začetni položaj, te enako ponovite še z nasprotno roko. Pri izvedbi držite hrbtenico prilepljeno trdno na podlago in ohranjajte napetost trebušnega jedra. Vaja, pri kateri bodo delale preme trebušne mišice ter poševne. Sledi vaja izmeničnega dotika pet, trebušne mišice že pošteno pečejo, vendar ne odnehamo in zdržimo do konca. Noge imamo še vedno pokrčene in postavljene na tla v širini bokov, roke pa pri tem držimo iztegnjene naprej ob telesu. Od tal dvignemo le spodnji del hrbta do lopatic. Hrbtenico stiskamo trdno ob tla in držimo napetost v trebušnih mišicah. Z izdihom sezite z dlanjo proti peti stopala, tako da začutite raztezanja stranskih mišic na nasprotni strani. Z vdihom se vrnete nazaj v začetni položaj in enako ponovite še z nasprotno smerjo. Sedaj sledi pauza in vse bližje smo k koncu. Sledeče vaje Star Crunch oziroma zvezni trebušnjak bomo napravili v dveh intervalih, najprej z eno stranjo, naposled pa še z drugo. Eno roko položite na bok, medtem ko drugo iztegnete naravnost za glavo. Enako storimo še z nogami in jih iztegnemo naravnost naprej. Z izdihom dvignemo iztegnjeno roko in nasprotno nogo, ki se srečata neposredno nad medenico, takrat tudi stisnemo trebušne mišice. Z izdihom roko in nogo ponesemo nazaj v začetni položaj in ponavljamo sledeči vzorec gibanja. Hrbet pri tem stiskamo v tla in ga tako tudi držimo. Nikar ne zadržujte diha. Po pauzi samo zamenjamo stran in nadaljujemo z enako vajo. Res se osredotočite na pravilno tehniko dihanja in stisk trebušnih mišic. Če ste si šteli število ponovitev pri nasprotni nogi, jih poskušajte sedaj napraviti enako število. Pazimo na hrbtenico, da se ne ustvari lok, ampak jo potiskamo trdno ob tla. Pred nami je še zadnja vaja in sicer izmenično dvigovanje nog. Noge dvignite neposredno nad medenico, tako da tvorite kot 90 stopinj. Z rokami se oprimite podlage za boljšo oporo in stisnite hrbet trdno ob tla. Z vdihom najprej proti tlom spustite eno nogo in jo naposled z izdihom dvignite nazaj v začetni položaj. Enako nato ponovite še z nasprotno nogo. Izmenjava nog in dihanje naj bo nadzorovano in nikar ne dovolite, da se hrbtenica usloči oziroma da se ustvari lok. Trebušne mišice morajo biti ves čas aktivne in napete. In konec. Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, seveda lahko vse skupaj ponovite še enkrat ali pa ga dodate k drugim treningom kot zaključek. Če so vam všeč takšni treningi in če bi si jih seveda v bodoče želeli videti še več, pa mi pišite spodaj v komentarje. Prijem pa, da se poslovimo, ne pozabite deliti videa dalje, ga napraviti skupaj z vašo prijateljico, mu seveda podariti like, se naročiti na moj kanal in pritisniti zvončka, da ne zamudite bodočih vsebin in presenečenj in se vidimo naslednji teden. Čau!